Simpozij pa nadaljujemo z drugim znanstvenim panelom z naslovom Interakcije človek-računalnik. Panel bo vodil dr. Klen Čopič-Pucihar. Dr. Čopič-Pucihar je doktoriral iz računalniških znanosti na Univerzi Lancaster v Združenem kraljestvu. Trenutno je izredni profesor na oddelku za informacijske znanosti in tehnologije na Univerzi na Primorskem in znanstveni sodelavec Univerze Stellenbosch v Južni Afriki. Njegov raziskovalni interes vključuje računalništvo, virtualno resničnost ter vse splošne računalniške interakcije. Dr. Čopič-Pucihar, izvolite, oder in besedo sta vaša. Hvala lepa za tole lepo kratko predstavitev. Lepo pozdravljeni na panelu Interakcija človek-računalnik, kjer bomo imeli danes čast gostiti 4 govorce, ki nas bojo popeljali od skrivnosti in nevarnosti digitalnega sveta do vključujočega STEM izobraževanja z odprtokodnimi robotskimi spremljevalci. Med drugim pa bomo govorili tudi o anatomsko natančnem modeliranju rok in o označevanju ročnih gest v videoposnetkih. Končali pa bomo tale panel z vpogledom v eksistencialno krizo obstoja človeka v digitalnem svetu. Naš prvi gost, prvi govorec je Tim Vivoda. Tim Vivoda je študent magistrskega študija kibernetske varnosti na inštitutu ETI Digital v Belgiji. Tim je sodeloval pri številnih evropskih projektih digitalizacije, deloval kot inštruktor in predavatelj na področju omrežnih in kibernetskih znanosti ter pridobival izkušnje v industriji iz naslova kibernetske zaščite. Je tudi prejemnik štipendije za odličnost v kibernetski varnosti podjetja Huawei in nas bo danes popeljal na pot skrite nevarnosti digitalnega sveta. Tako da, Tim, 15 minut časa za tvojo predstavitev, za vašo predstavitev je na voljo. Super, najlepša hvala za ta lep uvod. Se pravi, da jaz to zdajle šeram. Ok, super. No, še enkrat najlepša hvala za tale uvod. Torej, meni je doletela ta čas, da lahko otvorim ta panel s prvo predstavitvijo. In sicer moje ime je Tim Vivoda. In danes se bomo v bistvu poglobili v to interakcijo človek-računalnik, mogoče malce z vidika kibernetske varnosti, ki je tudi moje področje. In sicer sem pripravil eno tako kratko predstavitev nekako skrite nevarnosti digitalnega sveta, tako da mogoče nekatere zadeve, v katerih ne razmišljamo toliko, pa so lahko še vseeno nevarne oziroma predstavljajo grožnjo. Torej, na kratko nekaj o meni, tako to lahko tudi mogoče malo spustimo, zdaj ste že v bistvu vse to slišali. Prvo leto sem študiral na Nizozemskem pod okriljem Evropskega inštituta za tehnologijo. Trenutno se nahajam v Franciji, študiram na Eurecomu in zaključujem študij. Poleg tega pa pač sodelujem tudi na številnih projektih še danes in raziskujemo te vplive kibernetske varnosti na vsakdanjega človeka in pa tudi, kje se morda skrivajo, kjer morda ne pomislimo na prvo žogo. Pa lahko kar začnemo v bistvu z današnjo predstavitvijo. Torej, prva stvar, ki je, lahko naredimo nek pregled, kaj sploh so neke nevarnosti, ki izhajajo, iz katerih izhajajo kibernetske grožnje. Današnje grožnje lahko razdelimo v grobem na 2 dela. V prvem delu lahko izhajajo iz nekih novih, nepreverjenih tehnologij, se pravi, neki novi produkti, storitve in tako dalje, ali pa že iz obstoječih storitev in produktov, ki pa imajo lahko neke varnostne luknje oziroma se ne posodabljajo dovolj hitro, kakor lahko prihajajo neki novi napadi in grožnje. Zdaj, v kibernetski varnosti imamo tudi en termin oziroma nek koncept, ki se mu reče triada CIA. In tukaj ne gre za ameriško obveščevalno agencijo, ampak v bistvu za ta trikotnik, ki ga vidite na sliki.
V bistvu za vso informacijsko in nekako tudi kibernetsko varnost moramo vedno zagotavljati te tri stebre, se pravi zaupnost podatkov, to je, če midva med sabo komunicirava, da noben drug ne more vedeti, kaj se midva pogovarjava, če tako želiva, integriteto oziroma celovitost podatkov, da se najna komunikacija ne sme spreminjati oziroma modificirati tekom najnega pogovora, in pa dostopnost podatkov, to, da lahko kadarkoli komunicirava, kot to želiva. Se pravi, na tem sloni v bistvu temelj, kaj mi želimo doseči s kibernetsko varnostjo. No, in zdaj, ko smo to nekako definirali, se lahko lotimo teh treh glavnih konceptov, ki bomo danes pogledali, in treh zanimivih pogledov na neke vsakdanje zadeve, ki bomo obdelali, in to je internet stvari, LLM oziroma umetna inteligenca in pa mobilne naprave oziroma pametni telefoni. Pa gremo kar s prvo stvarjo začeti, se pravi internet stvari. Dajmo vzeti si za primer enega Markota. Naš Marko trenutno praznuje veseli december, se mu veliko dogaja in doma je postavil smrekco, in ker je pač tak malo mahnjen na neke gadžete in te zadeve, si je želel avtomatizirati svoje lučke na smrekci in je kupil zato en pameten štekar, da lahko te zadeve poveže, in vsak dan se mu prižgejo lučke ob neki določeni uri na smrekci, lahko jih nadzoruje preko aplikacije, preko digitalnega glasovnega pomočnika in tako dalje. Zdaj, Marko je pa naredil eno veliko napako, in sicer je ta senzor kupil iz neke kitajske spletne trgovine in je v bistvu kupil nek tak nepreverjen izdelek, ker je bil zelo pocen. Kje pa je tukaj v bistvu naredil škodo sam sebi oziroma svojemu omrežju? S tem, ko je v svoje omrežje dejansko priklopil to napravo, torej ta senzor, je v varnost svojega omrežja naredil eno ogromno luknjo. Se pravi, kakor da bi napadalcu mi razbili okno, ne da bi on sploh rabil, zato da nam vdrejo v naš dom. To lahko dosežejo danes z nekimi naprednimi tehnikami. Specifično danes bom recimo omenil covert in side channels oziroma prikriti in stranski kanali. Tukaj gre za koncept tega, da v bistvu ta senzor, ki ga Marko ima doma, lahko na en prikrit način, tudi če ima Marko neko zaščito na požarnem zidu ali pa karkoli, ekstrahira oziroma izvleče podatke iz omrežja do nekega napadalca. Se pravi, na drugi strani mi običajno ne vemo, kaj se dogaja v oblaku, v katerega se povezujejo naše IoT naprave. Mi imamo to na nek način plug and play, se pravi, vklopimo in stvar deluje. Ampak ne vemo pa, kaj so te podatke, ki se dejansko prenašajo. Zdaj, s tem, ko smo napadalca spustili notri v ta naš omrežje, smo omogočili to, da lahko znotraj omrežja počne, kar želi. Se pravi, lahko nam ali prenaša se pravi neke viruse noter, lahko nam skenira omrežje in potem te podatke tudi na prikrit način eksfiltrira, torej z prikritimi kanali. Kakor omenjeno, spreminja izkorišča neke variacije minimalne znotraj informacijskih tokov, zato da na drugi strani pridobi neke podatke, tako lahko ukrade gesla, nam skenira omrežje in s tem pridobi, katere naprave in storitve recimo tudi so trenutno aktivne v omrežju. Zdaj, Marko po drugi strani je tudi ta isti dan, recimo potem, ko si je lučke prižgal, je rekel, da bi pa on šel pa na novoletno zabavo, ampak predtem je pa mogel še narediti v službi v bistvu neko zelo pomembno nalogo, in sicer je mogel analizirati neke podatke. Zdaj, ker je tudi zelo aktualen in se pač nekako uporablja te moderne tehnologije, je zasledil, da so trenutno v trendu neka umetna inteligenca oziroma veliki jezikovni modeli, LLM-ji, ki se lahko uporabljajo tudi za te namene. Zato je rekel, ok, dajmo to probati, in je šel na ChatGPT, je najdel ChatGPT na internetu. Zdaj, ker pa je hitro ugotovil, je pa to, da če hočeš uporabljati to za neko naprednejšo analizo, moraš seveda plačati. In Marko, kukar je pač iznajdljiv, je šel pogooglati, če obstaja kakšna zastonj verzija tega ChatGPT-ja na internetu. In tako je najdel recimo tole domeno freepremiumchatgpt.ai in je kliknil gor, najdel en sicer malo bolj čuden interfejs, ni uporabniški vmesnik bil to klepka na originalni spletni strani, ampak še vsem dela, oziroma zgledali, da dela. On vrže noter vse podatke od teh uporabnikov, ki jih želi analizirati, in mu preprosto tale spletna storitev mu vrne rezultate, vse zgleda super in prav, in so vsi srečni in on gre na božično zabavo. Zdaj, kaj se je pa tukaj zgodilo? V resnici je bil Marko žrtev man in the middle attacka, se pravi nekega posrednika, kjer je v bistvu deluje kakor nek proxy do neke originalne storitve, kjer napadalec prestreza
podatke in lahko z njimi počne karkoli. Za osnovi imamo tukaj že dva problema. Prva stvar je to, da sploh uporabljamo neke velike jezikovne modele oziroma umetno inteligenco za analizo podatkov naših uporabnikov, ne? To je že v sami osnovi napačno in ni v skladu z GDPR-jem ali pa s čemorkoli. Po drugi strani je pa tukaj še to, da uporabljamo neke nepreverjene, neoriginalne posrednike za to, da te zadeve delamo. Kar tukaj želim nekako poudariti, je to, da je v zadnjem času en zelo velik trend tega, da veliko enih podjetij in startupov deluje na koncept tega, da v bistvu razvijajo neke posrednike oziroma vmesnike, ki odzad v svojem jedru uporabljajo jezikovne modele tipa GPT-4o in oni potem v bistvu izdelujejo zgolj neke poizvedbe do tega modela. Kaj pa se dogaja s temi podatki med tem, se pravi od teh posrednikov pa do modela, oziroma od uporabnika pa do modela, pa v bistvu nihče ne ve čisto dobro. In v resnici imamo tukaj dve ranljivi točki, že v osnovi jezikovni modeli, potem pa še ti posredniki. No, v glavnem, in s tem, ki je Marko dal te podatke noter, če se na to vrnem, je recimo omogočil napadalcem, da dobijo podatke o njihovih uporabnikih in s tem lahko še njih pohekajo. Tako da treba biti v glavnem zelo previden pri uporabi vseh teh modernih trendov tudi na področju velikih jezikovnih modelov. Tretja stvar, ki jo pa Marko naredi, je pa to, da se ima pa zelo fino na svoji božično-novoletni zabavi in tako fino, da je v glavnem izgubil svoj mobilni telefon. In zdaj, kaj je vse šlo pri tem narobe? Ta del je v bistvu bolj namenjen, ta del predavanja je bolj namenjen osveščanju tega, koliko so danes dejansko mobilni telefoni ratali nenadomestljivi oziroma nepogrešljivi del vsakdanjega modernega človeka. Dejansko to, da imamo mi digitalne denarnice, ni zgolj neka stvar, ki označuje to, da lahko upravljamo neka spletna plačila ali karkoli. Mi danes, recimo, če izgubimo telefon, dejansko ne moramo se več prijavljati v neke spletne banke, ne moramo več uporabljati digitalnih oziroma mobilnih plačilnih storitev, se pravi Apple Pay, Google Pay. Imamo lahko neke občutljive podatke, gor fotografije in v prihodnosti, si upam napovedovati, v roku 10 let bomo imeli, lahko tudi že zelo prej, odvisno koliko bo interesa za dejansko uveljavitev teh aplikacij, bomo imeli svojo e-identiteto tudi na telefonu, se pravi osebne izkaznice, razni vozniške ne bodo več potrebne. In tukaj je mogoče samo ena bolj stvar za razmislek, dejansko moramo do telefonov se obnašati isto, kakor do naših računalnikov. Trend danes ni v tej smeri, vedno se osvešča uporabnike iz vidika, na računalnikih ne odpirati mailov, ne klikati na neke čudne linke, ne obiskovati spletnih strani, na telefonih smo pa dokaj brezbrižni. Tako da na tem področju je potrebnega še veliko dela. Pri tem je tudi treba nekako poudariti, da obstajata trenutno nekako dve smeri pri temu. Odvisno je seveda, kaj uporabnik uporablja, kateri ekosistem oziroma mobilni operacijski sistem uporablja. Če ste nekako uporabnik bolj zaprtega tipa, se pravi recimo iOS, ste načeloma bolj varni, ampak seveda ni neprebojen tudi iOS. Po drugi strani, če ste pa uporabnik Androida ali pa kakšnih alternativnih operacijskih sistemov, ste pa toliko bolj podvrženi lahko tem nevarnostim. In to je tudi en področje, ki ga tudi trenutno zelo aktivno se raziskuje, na katerem tudi jaz delam, se pravi možnosti vdora in pa izkoriščanja raznih ranljivosti na mobilnih napravah. Ker na prvi pogled se nam zdijo dobro zaščitene, ampak v resnici gre za mobilni računalnik na nek način. Tako da tudi na tem področju treba podobno delati. Se pravi, kaj pa so zdaj rešitve za to, iz vidika uporabnika? Ja, v osnovi imamo v kibernetski varnosti en koncept, ki se mu reče Defense in Depth Approach, se pravi v globino, se pravi, da začnemo pri zasnovi produkta pa vse do samega uporabnika, načrtujemo varnost in tega se lahko lotimo po vseh teh treh napadih. Kar se tiče interneta stvari, lahko implementiramo sisteme za zaznavo in preprečevanje vdorov, ki sicer v točno tem primeru ne bi bili neki zelo uporabni, ampak še vseeno lahko izboljšajo varnost našega sistema oziroma našega omrežja in naših storitev. Kar se tiče velikih jezikovnih modelov, je v bistvu tukaj priporočljiva uporaba zgolj preverjenih modelov prek njihovih originalnih spletnih vmesnikov ali pa uporaba nekih offline
dejansko teh modelov, pri čemer dejansko se ne zanašamo na neko obdelavo podatkov v oblaku pri nekih tujih strežnikih. Kar se tiče mobilnih telefonov, tukaj moramo biti nekako, samo se moramo zavedati tega, da je mobilni telefon, je treba na isti način pristopati kakor do računalnika, se pravi uporabljati moramo zgolj preverjene aplikacije, ne nalagati, ne sideloadati aplikacij, se pravi iz nekih APK spletnih trgovin in pa ne odpirati nekih čudnih pripomb tudi v spletni, v mobilni e-pošti, uporaba močnih gesel in tako naprej. Zdaj, vse to nam seveda nič ne pomaga, če tukaj nimamo osveščenih uporabnikov. Zato je tukaj v bistvu največji napredek, ki bi bil potreben, zato da se izboljša področje varnosti na vseh teh področjih, dejansko neko sodelovanje vseh deležnikov, se pravi v osnovi moramo biti tukaj uporabniki, ki moramo zahtevati od naših ponudnikov storitev in produktov, da so zadeve čim bolj jasne in čim bolj varne in uporabniku prijazne. Po drugi strani mora tukaj biti narejeno veliko na osveščanju samih uporabnikov. Zdaj, tukaj se nekaj že dela, so neke akcije za to, a ne samo pač ne v vseh smereh. Se mi zdi, da se zelo dotično dotikamo zgolj računalnikov, se pravi nekih laptopov in tako naprej, ne pa celovitosti vseh storitev, ki so lahko digitalne. Po tretji strani je pa, zadnji aspekt je pa tukaj še to, da morajo tudi sami proizvajalci začeti proizvajati uporabnikom bolj prijazne in lažje zadeve za uporabo. Zdaj, kar se tiče te uporabnikom prijazne zadeve, kar se iz vidika tega interneta stvari, tukaj sem omenil, se pravi, neki sisteme za zaščito in zaznavo vdorov. Zdaj, tukaj predstavitvi sem tudi priložil par člankov, ki so mogoče malo zanimivi. Zdaj, tukaj na sredini vidite v bistvu moje diplomsko delo, ki se je ukvarjal točno s tem, kako bi v bistvu integrirali eno odprto kodno rešitev za večanje varnosti domačih omrežij. Se pravi, če vas to zanima, si lahko preberete. Dejansko, kako si lahko nek tak sistem za preprečitev in zaznavanje vdorov namestimo v domače omrežje nekako zastonj, ker drugače so komercialno te zadeve tudi zelo drage, in pa da stvar lahko še zmeraj deluje. Po drugi strani imamo tukaj še dva članka, ki se mogoče nanašata malo bolj na stranske in prekrite kanale in pa temu v bistvu problematiko tega, kako so jezikovni modeli dejansko natrenirani, kaj se dogaja s temi podatki, kako jih dejansko shranjujejo in kako se tudi pač v bistvu te podatke pri samem treniranju modelov dejansko razdeli in potem tudi anonimizira. Tako da to je to od moje predstavitve. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, sem z veseljem lahko odgovorim. Lahko, če ima kdo potem tudi kasneje, sem na voljo tudi prek maila ali pa kar prek LinkedIna se lahko pokonektamo, pa lahko tam nadaljujemo debato še v kakšni taki smeri. Ok, Tim, hvala lepa za tole lepo predstavitev. Vidim, da sta že dve vprašanji v publiki. Za vas. Se slišimo, ja. Ok, jaz sem sicer čist začetek zamudil, ampak mislim, da nismo zdaj o tem govorili. Meni je zelo zanimiv tale aspekt varnosti, no, sicer in konkretno se zdajle srečujem z eno tako dilemo, sploh po tem, kar ste lihkar povedali, ne nalagati kakšnih drugih operacijskih sistemov, ne. Po drugi strani pa so recimo tudi nekateri drugi operacijski sistemi, ki so lahko tudi še bolj varni, ne, recimo kot mogoče te, ki jih imamo že gor na svojem telefonu, govorimo za Android. Po drugi strani pa tam recimo damo, je pa pol še privacy issue na koncu, ne, torej katere recimo vemo, da ta obstoječi telefoni zbirajo zelo veliko podatkov za ceno tega, da so bolj zaprti mogoče, pa manj stvari lahko narediš, pa mogoče zaradi tega bolj varni, po drugi strani pa lahko najdeš kakšno drugo rešitev, ki ne bo zbirala podatkov oziroma minimalno, ne, ampak mogoče si potem bolj na udaru pri tem oziroma obstajajo kompromisi med tem oziroma obstaja idealna rešitev. Tako. To je prvo vprašanje, drugo vprašanje pa na LLM se nanaša, kaj je prihodnost, da bo to, a je sploh realno, glede na vas ta tudi privacy issue, ne, da bo to neka univerzalni oblačni model, ne, oziroma ali se bomo, ne vem, na koncu začeli posluževati pač lokalnih oziroma tako na
ta način. Ali bo to sploh nekoč prišlo lahko v ta, ne vem, da boš imel svoj LLM doma v svojem domu in tako naprej. Ok, ja, super, zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, kar se tiče prvega vprašanja, če začnemo s tem, se pravi, tako kot ste rekli, vedno je treba delati neke kompromise, neke idealne rešitve, to vam lahko zdaj povem, pač preprosto ni. V osnovi, čisto preprosta resnica je v bistvu taka. Odločiti se morate sami, komu najbolj zaupate, da bo obdeloval vaše podatke. Če se odločite recimo za neke odprtokodne projekte, ki so recimo crowdsourcani iz celega sveta, pač veste, da lahko na nek način kdorkoli, ki pač je notri v to kodo nekaj ugradil, neke API ali pa kakršne koli vtičnike, lahko s temi podatki dela pač na nek način, kakor želi. Če so to neki operacijski sistemi, ki recimo niso od Googla ali pa od Appla. Zdaj, če zberete recimo iOS, v tem primeru pač se zavedate, da ste v bistvu vse podatke dali v roke Američanov. Zdaj, če greste z Huawei, z njihovim tistim mobilnim operacijskim sistemom, ste dali zdaj spet Kitajcem. Zdaj, kar se tiče Androida, tukaj date večjim deležnikom, ampak v osnovi pač Google, še vseeno neka ameriška firma oziroma podjetje. Tako da jaz bi na to najraje odgovoril, zavestno se odločite samo, komu zaupate, da ne bo izkoristil vaših podatkov, oziroma bo najmanj izkoristil vaše podatke. Za koga si želite, da če bo izkoriščal, da jih izkorišča. In to je tudi v bistvu koncept, ki nas mora voditi pri vseh zadevah. Sprav, še vseeno, zavedati se moramo, vsi bojo izkoriščali to, samo pač komu bomo dali prednost nekako v vseh teh zadevah. Zdaj upam, da sem s tem odgovoril približno na to vprašanje. Kar se tiče pa drugega vprašanja, LLM-ji, če so prihodnost pa iz vidika varnosti pa to, jaz bi rekel, bi si potrditi, da so. Kakorkoli sem bil prvo malo skeptičen, da bo to prišlo v vsakdanjo uporabo in tako naprej, ampak res moram reči, da to je zdaj ratalo že tak velik del našega življenja, da sploh iz vidika, bi rekel, tako študentov, profesorjev, se pravi ta akademsko okolje, se v bistvu nove generacije dejansko brez uporabe ChatGPT-ja, Clauda, Perplexity-ja, vseh teh storitev dejansko se mi zdi ne predstavljajo več študijskega procesa. To so nove generacije tudi delavcev, se pravi predvidevam, da se bo to preneslo tudi na delovni trg. Poleg tega se tudi v bistvu cel učni sistem na fakultetah in tako prilagodil že temu, da dejansko vse naloge in vse to otežilo na način, da se jih ne da več rešiti z samo pomočjo umetne inteligence. In se pravi, tukaj se mi zdi, da ni več poti nazaj. Umetna inteligenca oziroma te nekako pomočniki so tukaj, bodo tukaj, tudi ostali. V kakšni obliki je sicer vprašanje. Trenutno vem, da se na evropskem nivoju sprejema neke direktive in tako naprej, kaj zdaj delati z umetno inteligenco in njihovimi podatki, se pravi, neka regulacija prihaja. Potem bomo videli, ali bodo lahko obstoječi modeli ostali takšni, kakršni so, ali se bodo pa preselili v neke offline zadeve. Lahko sam še tukaj rečem, na to temo optimizacije so možne z novimi algoritmi in v bistvu neko kriptografijo, z novimi zgoščevalnimi algoritmi in tako naprej se bodo te modeli še za neki faktorjev lahko zmanjšali in si pač predstavljam, da čez x let se bo lahko to preprosto poganjalo na nekih domačih strežnikih v podjetjih in tako naprej in boš v bistvu lahko imel ti svoje podatke tam. Nismo pa še tam dosti. Super, Tim, najlepša hvala za tele pojasnila, te odgovore. Vem, da je še eno vprašanje, mi smo že 5 minut čez urnik, tako da bi vas prosil, če Tima kontaktirate offline, pa se z njem pogovorite. Hvala lepa, Tim. Prosim. Okay, nadaljujemo na naslednjo predstavitev. Tokrat je z nami v živo Matevž Zorc. Je magistriral iz robotike in računalniškega inženirstva na univerzi v Tartuju v Estoniji, kjer nadaljuje tudi doktorski študij in njegovo raziskovalno delo združuje internet stvari, umetno inteligenco in robotiko.
je prejemnik nagrade za prispevek k razvoju IO Team Power platforme, sodeloval pa je tudi pri raziskavah posebnih izobraževalnih potreb v Gvajani. Matevž je zavezan odprtokodnim, etičnim in uporabniku prijaznim inovacijam in si prizadeva, da bi tehnologija postala bolj vključujoča in uporabna v našem vsakdanjem življenju. Danes pa bo predstavil predstavitev od vključujočega STEM izobraževanja do odprtokodnih robotskih študijskih spremljevalcev Moje avanture v interakciji človek-računalnik. Matevž, izvolite. Zdravo, jaz sem Matevž. Rad bi danes delil svoje 3 avanture od projektov, ki sem jih objavil lani in se mi zdi, da so dokaj povezane z področjem človek-računalnik, o kar je ta simpozij me prosil. Tekom študija elektrotehnike tu v Ljubljani sem pogosto našel priložnosti, da sem lahko prostovoljno sodeloval v tujini, na tekmovanjih in v različnih klubih. In nekako sem se uspel ujeti z študenti Kluba robotike Univerze v Gvajani in leta 2020 nas je kontaktiralo Gvajansko društvo za osebe s posebnimi potrebami, z oviranostmi, GCOPD, in so nas prosili za pomoč v pripravi novih vsebin na njihovih šolah za učence z oviranostmi in sicer na tematiki STEM, se pravi znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika. Tako smo tekom pandemije COVID-19 poskušali razviti in speljati ta nov učni načrt, ki skuša približati tehnološke spretnosti tem učencem s temi posebnimi potrebami. Tekom in po končanem tem programu smo se ponovno zbrali in zanalizirali cel koncept. In to naše evalvacije smo potem lani predstavili na mednarodni konferenci interakciji človek-računalnik v Kopenhagnu, HCI 2023. Skupaj so nam dodelili 5 šol, vsega skupaj 48 učencev med 11 in 27. Od tega je bilo 5 skupin in le 2 z eno homogeno obliko oviranosti, to je bilo poslabšan vid in težave s sluhom. Preostale skupine pa so imele mešane učence, se pravi, pomešali so med njimi nekdo, ki ima intelektualno oviranost in nekdo, ki slabo sliši, pa fizično se težko giba. No, zangažirali smo potem skupaj 7 mentorjev iz kluba, iz tega kluba robotike UGRC, in smo organizirali zanje štipendije, ki jih je ponudila družba ExxonMobil, to je ta naftni magnat, ki je zdaj zelo dobro uveljavljen na Gvajani. In smo pripravili 12 tednov hibridnega programa, ki je potekal preko Zoom platforme. In po vsaki seansi smo se z mentorji sestali, pretehtali, kako je šlo, kje bi lahko popravili učni načrt in potem v vsaki skupini posebej malenkost prilagodili iz tedna v teden, spred 2-krat tedensko. Tako smo se mi z mentorji skupaj učili in čim več komunicirali in kolikor možno smo poskušali vse skupaj čim bolj z guštom izpeljati. Tako je izgledala ena seansa, kjer smo imeli majhne mini projektke z udeleženci in to se mi zdi en super primer. To so učenci sestavljali enega majhnega robotka, smo našli več primerov in smo jih potem predstavili. In te so tudi odnesli domov potem, ko so jih sestavili. Ampak kako smo to izvedli, ta program, se mi zdi zanimiv. Usedli smo se skupaj z učenci in smo predebatirali po komponentah, o njihovih materialih, o kaj tam počnejo, kaj bi oni lahko s tem še počeli, imeli take debate še naprej. Tukaj sem probal v enem slajdu povzeti, kako je to vse skupaj izgledalo. Sprav hibridno, na spletu, 12 tednov, 2-krat tedensko, veliko prezentacij, 5 različnih skupin, glavobol. In gledali smo, fokusirali smo na 4 tematike, ki so se nam zdele najbolj problematične v tistem času v Gvajani. Sprav ozaveščanje o recikliranju, sprav smo imeli tematiko, dajmo govoriti malo o materialih in recikliranju,
Potem smo naznali, da bi radi malo več govorili o standardih, o metrologiji in predstavili design thinking, oblikovalsko mišljenje. In na koncu pa seveda tudi osnove programiranja. No, pomembno je bilo za nas, da smo čim več poslušali njihove starše, učitelje in tudi učence, kaj so oni mislili, kaj njim ustreza, kako gre njihovim staršem, kako si oni predstavljajo, da bi to radi imeli. No in to smo potem skupaj vse skušali dokumentirati in te rezultate tega programa s pomočjo Python Pandas in Rosette. Spravi, imeli smo statistično analizo in semantično analizo povratnih informacij, specifično mentorjev, ki smo potem hranili seveda po vsaki seansi. V splošnem smo našli veliko zanimive stvari. Mentorji so rekli in starši in učitelji skupaj, da so učenci imeli nekaj od tega vsega truda, menda so bolj kritično razmišljali, bolj okoljsko zaveščeni in imeli priložnosti vaditi predstavitvene veščine. 90% je končalo program, nekateri so izpadali, težave z urnikom, interesom, doma težave in tako naprej. Ampak en bonus rezultat tega je bil, da smo naredili zametek novega učnega načrta in seveda tudi mentorji so se veliko naučili. To je bilo bilateralno odlično. V analizi smo se poglobili, smo gledali, zanimali nas je, kjer je od teh skupin, kakšna organizacija v bistvu je bila zanimiva ali pa bolj evidentna, da so bili bolj angažirani. In smo ugotovili, da so bili učenci v skupini slabovidnih, so najbolj poslušali, so imeli največjo vnemo. Bila pa je tudi ena od skupin mešanih učencev zanimiva in to smo lahko zelo enostavno prepisali iz povratnih informacij, da so imeli tudi učitelji pa starši največ interesa z njimi sodelovati. Drugače pa so primerjave med temi skupinami bile težavne. Več o tem si lahko preberete na Springerju od HCI 2023 konference. Danes ta program zdaj poteka že 4. in je bil že nekajkrat razširjen in je vtekel tudi dolgoročna evalvacija in tokrat ne hibridno. No, v naslednjem delu bi pa rad predstavil kratek članek, ki obnovi in posodobi moje magistrsko delo iz Univerze v Tartuju. Tja sva leta 2021 s partnerko potovala v Estonijo, da bi študirala robotiko. In tekom te magistrske sem se lahko poglobil v svet oddaljenega nadzora različnih vozil, to so teleoperacijski sistemi. To gre preprosto samo za oddaljen nadzor po nekem kanalu nekega vozila, ki lahko v okolju ločenem od operaterja. In takšni sistemi so sila popularni med igračami, ampak tudi v industriji, naprimer Clevon in Waymo, ki imate armade avtonomnih vozil, pogosto uporabljate teleoperacijo kot eno izmed rešitev v primeru neke napake. No, na Univerzi v Tartuju imamo tudi laboratorij za avtonomno vožnjo, imamo svoje vozila, ampak študenti imajo tudi priložnost eksperimentirati z Donkey Car platformo. To so oslauti, taki majhni avtomobili, ki lahko daš gor preenostavne modele za avtonomno vožnjo. No, ampak, ko smo pa govorili z industrijo lokalno, smo ugotovili, da je malo, na panigi ima nek deficit ljudi, ki se spoznajo na teleoperacijske sisteme in da je bilo zelo fino, da bi imeli malo več kadra. Zato mojo magistrsko sem imel cilj, gremo poskusiti izpeljati neko demonstracijo, ki bi bil pripomoček, učni pripomoček, ki bi te koncepte mogoče približal študentom. No, preštudiral sem literaturo, obnovil nekaj osnovnih zahtev in izluščal koncept nekega odprtokodnega artefakta in sem ugotovil, da v minimumu bi rabil nuditi le uporabniku prijazno, pozitivno izkušnjo in demonstriral osnovne elemente teleoperacijskih sistemov. No, tako sem potem razvil ta svoj artefakt, ki sem ga poimenoval Rover XR. XR pomeni razširjena resničnost in v grobem gre za ta M5 stack, to je na trgu že obstaja rover, ki sem potem gor pripel kamero, Raspberry Pi kamero, ki pošilja
ki pošilja motion JPEG video v Godot Engine okolje, kjer potem upodobi sliko v navideznem okolju ali pa v 2D, kakor želim. No, to sem lahko potem povadil svoje veščine oblikovalskega razmišljanja in iterativno pripravil tak 3D tiskan model, ki vse skupaj komponente združi. In končen rezultat je tale konstrukcija, ki vse skupaj ponoti, se mi zdi precej zabavno. Naprimer, uporabil sem poceni leče, zato da sem povečal zorni kot kamere, pa tudi ima relativno preprosto montažno rešitev gor na roverja. Video pa ne dela. No, v Godot, v temu navideznem okolju, tu sem hotel pokazati demonstracijo, ampak kaže, da video ne deluje. Imaš očala in lahko vidiš pred sabo en velik pano, kjer vidiš realno sliko v realnem času. Iz roverja na desni sem pa s telefončkom posnel, kaj se dogaja in to povezal z časovno enoto in hotel sem pokazati, kako izgleda. Imel sem tudi druge okolja, recimo za testiranje brez očal, ker to so precej velike stvari. In tekom testiranja sem poskusil ugotoviti, kako bi to zelo enostavno predstavil in sem med literaturo našel eno zanimivo metodo, ki se imenuje, ki izkoristi Drostejev efekt rekurzije, slika v sliki. Torej, posnel sem eno kaskado slik in s pomočjo štoparce na zaslonu, se pravi ura ali pa na brskalniku, sem lahko potem zabeležil, koliko je bila zakasnitev v milisekundah. No in to sem potem ponovil v različnih situacijah z različno mrežno infrastrukturo in lahko izluščil napram benchmarku primerjavi z DroidCam, ki je bistveno bolj optimizirana aplikacija za nizkolatenčno pretočno deljenje video vsebin in MPV, MPV predvajalnik mi je bil zelo všeč, ker deluje na praktično vseh platformah, kjer sem delal testiranje. Izvedel sem tudi majhno evalvacijo z 9 kolegi, študenti, kjer sem poskusil dokumentirati njihove izkušnje s tem artefaktom. In najbolj mi je bilo všeč, da so izkazali znake dejanske imerzije. Več kot en primer so rekli, da se jim je zdelo zelo zanimivo, kako so počutili, kot da so na lokaciji dejanskega roverja, kot da sedijo v dejanskem artefaktu. In to je bilo sila dobro dokumentirano že iz leta 2009 na zgodnjih raziskavah na navidezni resničnosti. No, to je bilo za magistrsko ta koncept, ki sem ga objavil za MIT licenco na svojem GitHubu javno. Registriral sem ga tudi za Oršo fundacijo, tudi drugi registrirani projekti iz Estonije in pa kot članek sem ga objavil na iMeta konferenci lani. Pa še zadnja stvar, ki bom danes delil, je še tale projekt. To je tako zvani odprtokodni študijski spremljevalec, to so državni roboti ali državniki, ki so zasnovani, da bi študentom pomagali kot tutorji. In to je bilo magistrsko delo partnerice Farnas, ki so ga potem objavili tudi v članku na MDPI letos, sprav še en nizkocenovni odprtokodni projekt. Kako so to naredila? Izolirala sva zelo v detajle in dokumentirala zahteve za zasnovo tovrstnih spremljevalcev in je poskusila argumentirati in striktno na podlagi obstoječe literature izpisati, kaj vse bi rabila taka zadeva imeti. Potem sva šla še korak dlje in te zahteve poskusila uveljaviti z novo zasnovo in predstaviti konceptualno, kako bi tak državnik izgledal, deloval. In na podlagi te literature so potem zbrali tudi ključne te elemente v zasnovi, sprav multimodalno, poiskala komponente in ga zgradila kot en prototipek, ki deluje preprosto, vsaj lani. In ko sva ga končala prototipe, ravno je šel ChatGPT OpenAI za aplikacijo, ker se lahko v bistvu ta isti koncept komunikacije lahko izpeljal. Ampak še vedno so opazila zelo veliko priložnosti za izboljšave, dodatne senzorje in hkrati, ker imamo cel Raspberry Pi, lokalno izvedbo jezikovnih modelov.
Izvedla so več intervjujev in zaenkrat kaže, da študentom in kolegom taka ideja v bistvu precej ugaja. Sploh, da imaš nekega kolega državnika, ki sedi tam in te študira medtem, ko ti študiraš. Koncept smo predstavila na dveh konferencah in dobila tudi nekaj nagrad in je spet bil prijavljen na OŠVA, na OŠVA sistemu. Imamo več kolegov mednarodno, ki so izkazali interes in smo vedno odprti novim partnerjem, ki jih zanima sodelovati na tem projektu. In je mnogo priložnosti za dodane evalvacije pa nadaljnje delo in raziskave. No. Hvala za pozornost. To je vse za danes. Veliko ste govorili o odprtokodnih rešitvah, ki ste jih tudi javno objavili. Mene zanima, kako so te vaše odprtokodne rešitve sprejete, predvsem z tega naslova, če jih ljudje zdaj res uporabljajo naprej ali na njih gradijo nove rešitve, če imate kaj informacij iz tega naslova. Da moram postaviti. Okay, imamo kolege v Španiji, Mondragon univerza, v Tajvanu in v Gvajani, ki delajo te raziskave v tem momentu. Naredili smo tudi svoje izvedbe teh intervjujev, da smo preverili vsaj v grobem, kako se ljudem to zdi. To smo potem dokumentirali in razširili in potem z dodatnim financiranjem smo zdaj poznali, začeli ta daljši projekt, kjer bomo to več evalvirali. In meni se zdi pomembno, da je to vse transparentno, ker v danes imaš veliko aplikacij in zadev, ki v bistvu so na zelo občutljive ravni človeškega življenja presegajo in se mi zdi, da taki študijski spremljevalci so še sploh posebej občutljivi na take stvari. Tako je zelo pomembno imeti zelo natančen pogled v te stvari. Nazaj. Hotel sem pokazati, kako smo kolege zangažirali mednarodno do danes. V enem letu. Super, najlepša hvala za vašo predstavitev. Pa mislim, en aplavz, da se zasluži. Ok, prišli smo do našega tretjega govorca na današnjem panelu Interakcija človek-računalnik. To je Jernej Barbič, ki je profesor na Univerzi v Južni Kaliforniji in tehnološki podjetnik, ki deluje na področju računalniške grafike in animacije. Leta 2011 ga je MIT Technology Review uvrstil med 35 najboljših inovatorjev na svetu, mlajših od 35 let. Je avtor številnih člankov v najboljših revijah računalniške grafike, kot je ACM Transactions on Graphics, in aktivno prisoten na vodilnih konferencah področja, kot je SIGGRAPH. Samo v vednost, v SIGRIS-u žal trenutno še nimamo objave v Transactions on Computer Graphics naših raziskovalcev v Sloveniji. Imamo pa Slovence, ki tam redno objavljajo. Tako da, Jernej, izvolite. Super, najlepša hvala. Ok, se pravi, najprej delim slajde, prosojnice. Bomo šli tlele. Ok, vidimo slajde, ne? Vidim, da jih vidite. Vidimo, hvala. V redu, ja, v redu. No, lepo zdrav vsem. Se pravi, jaz sem že 23 let v ZDA, tako da to tematiko, ki jo bom danes predstavljam prvič v slovenščini. Do zdaj sem jo že velikokrat v angleščini, ampak nikoli prej v slovenščini. In tudi pravzaprav, ko sem malo razmišljal, sem ugotovil, da v pravici povedano že več kot 15 let nisem strokovno predaval v slovenščini. Enostavno nimam prilike, nikoli se ne zgodi, da bi kje bil, ne, da bi v slovenščini predaval, tako da se opravičujem,
če mi kje kakšni strokovni izrazi ne pridejo prav iz jezika, ne, ker je za mene nekoliko neobičajno, da je to v slovenščini. Ampak sem vseeno nekoliko pogledal po internetu pa prevedel te strokovne izraze, ne, ker se mi zdi važno in pomembno, da ohranimo slovenščino. Sicer pa v ZDA živim z mojo ženo, ki je tudi Slovenka, tako da doma govorimo slovensko en z drugim, ampak seveda profesionalno pa ne v službi. Dobro, se pravi, sem profesor računalništva na Univerzi v Južni Kaliforniji, ukvarjam se z računalniško grafiko, simulacijami, deformacijami prožnih teles, fiziko v realnem času, veliko v zadnjem času tudi z modeliranjem človeškega telesa, človeških tkiv in njihovih biomehanskih lastnosti, pa veliko tudi z slikanjem v medicini, se pravi tako kot slikanje z magnetno resonanco, pa tudi računalniška tomografija in ultrazvok. Sem tudi startup podjetnik, imel sem svoj startup, ki sem ga ustanovil in ga tudi vodil kot CTO, se to reče v slovenščini, od leta 2015 do 2021, nekako smo to zgodbo uspešno zaključili. Tako da, drugič mogoče še kaj več o tem, danes pa bi govoril o mojem akademskem delu kot profesorju. In sicer bi predstavil projekt, ki sem ga vodil v mojem laboratoriju v Los Angelesu. BDV, jaz se zdaj nahajam v Los Angelesu, tako da tukaj je ura trenutno 15 minut do 6 zjutraj. Tako da, če sem malo zaspan, se opravičujem. Se pravi, ta projekt je trajal 5 let. Namen projekta pa je bil narediti oziroma generirati visoko kvalitetne modele anatomije človeške roke. Se pravi, vemo, da znotraj človeške roke je veliko raznovrstnih tkiv, noter so kosti, mišice, tetive, maščobna tkiva in tako naprej. In ko roko uporabljate, se seveda ta tkiva mehansko premikajo znotraj roke. In namen tega projekta je bil računalniško modelirati ta tkiva in njihovo tridimenzionalno premikanje znotraj roke. Tukaj gre za polzenje mišic ob druge mišice, polzenje mišic ob kosti, gre seveda za premikanje kosti in tako naprej. Vse to pa seveda smo želeli narediti na podlagi slikanja v medicini, konkretno na podlagi magnetne resonance. Se pravi, projekt smo začeli z slikami, magnetno-resonančnimi slikami človeške roke, in sicer smo slikali prostovoljca v 12 konfiguracijah roke. Potem smo, na ta način smo torej dobili 12 volumetričnih slik, tridimenzionalnih slik človeške roke v 12 različnih pozicijah. Že na tem delu projekta je bilo potrebno precej inovacije, ker se izkaže, da ni tako preprosto kar skenirati isto osebo 12-krat. Tu pride do raznih tehnoloških težav, o katerih mislim, da ne moramo časa razlagati, ampak ni kar to tako enostavno in rutinsko. Dobro, potem, ko enkrat imamo teh 12 skenov volumetričnih za vsak položaj roke istega človeka, je naslednji korak segmentacija teh skenov v posamezne organe. Se pravi, želimo izluščiti tridimenzionalno obliko vsake mišice v roki, pa vsake kosti v roki, pa vsake tetive in maščobnega tkiva za to konkretno osebo, ki je bila skenirana. Tukaj spet je v načelu veliko algoritmov že znanih, vendar mi smo probali vse, ki so znani in nobeden od teh ni zadostil našim potrebam, smo morali inovirati nove algoritme, tako da smo izumili precej novih algoritmov, kako avtomatično segmentirati te detajle oziroma te organe znotraj človeške roke. In potem, ko smo enkrat imeli obliko teh organov v vsaki od teh 12 položajev, je naslednji korak bil posplošiti te podatke na katerokoli poljubno konfiguracijo človeške roke. Se pravi, ne samo tistih 12 konfiguracij, ki so bile skenirane v MRI napravi, ampak biti sposoben oziroma imeti možnost, da postavimo človeško roko v poljubno konfiguracijo, katerokoli poljubno konfiguracijo, in v tisti konfiguraciji mora potem računalnik izračunati točno, kje se mišice nahajajo, katere oblike, kakšno obliko imajo tridimenzionalno, kje so se kosti, kje je maščobno tkivo, katere mišice drsijo glede na druge mišice
kaj se dogaja s tetivami in tako naprej. Pravi, to je nekako cilj tega projekta, ki je trajal 5 let. Tako za informacijo, budžet tega projekta je bil $500 milijona, tako da niti ni tako zelo veliko denarja, konec koncev. Saj ne za ameriške razmere. Dobro, in potem, ko enkrat imamo vse te podatke, kaj lahko potem naredimo? Potem lahko generiramo poljubno animacijo človeške roke. Se pravi, katerokoli animacijo človeške roke lahko naredimo. Tukaj v tem primeru vam kažem, bom še enkrat pokazal, vam kažem eno animacijo, kjer roka govori črke A, B, C, D, E iz American Sign Language, to je ameriški jezik za gluhoneme. Se pravi, roka govori A, B, C, D, E in tukaj, kot vidimo, ne gre za celotno volumetrično roko, gre samo za nek približek kosti roke. To so potem neki vhodni podatki za naš sistem. In seveda ti položaji in te konfiguracije roke, ki jih tukaj vidimo, niso nikoli bili skenirani v nobenem skenerju. To so čisto neki novi položaji. In potem, kar naš sistem lahko naredi, je, da zračuna točno za vsako kost in vsako mišico in vsako tetivo in maščobno tkivo točno obliko tistega tkiva v vsaki konfiguraciji v tem gibanju. Tukaj vidimo zdaj na levi strani tetive pa kosti, na desni strani pa vidimo tetive kosti in mišice. Poleg tega lahko tudi potem uprizorimo to anatomijo tridimenzionalno. Se pravi, na desni strani vidimo prozorno anatomijo, se pravi, na lašč uprizorimo anatomijo roke prozorno, tako da lahko vidimo notranje organe in kako se premikajo, kadar se roka aktivira. Tukaj spet imamo dva zornega kota, pač dve kameri, ki uprizarjata to tridimenzionalno geometrijo, ki jo računalnik izračunal. Se pravi, še enkrat, cel sistem je, zajamemo 12 MRI skenov iste osebe, iste roke v različnih konfiguracijah, iz tega izluščimo oblike vseh organov v tistih 12 konfiguracijah, potem imamo računalniški model, ki deluje na podlagi fizike, na podlagi nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb, parcialne diferencialne enačbe prožnosti, tridimenzionalne prožnosti, tridimenzionalnih prožnih teles, ki potem lahko izračuna obliko vseh teh organov v poljubni konfiguraciji človeške roke. In potem jih lahko poljubno uprizorimo, mogoče jih uprizorimo prozorno, tako da lahko vidimo notranje organe, mogoče uprizorimo samo površino, odvisno pač od aplikacije. In tukaj vidite še enkrat cel proces, se pravi, na levi strani je čisto neka nova animacija, v tem primeru gre za številke 1, 2, 3, 4, 5 v kitajščini, tako Kitajci kažejo 1, 2, 3, 4, 5, kakor vidite na levi strani, potem sistem avtomatično zračuna konfiguracijo vseh organov znotraj roke, v vsaki poziciji, ki se pojavi v tem gibanju. Dobro, in tu je zdaj še več rezultatov, več rezultatov je na moji spletni strani. Tukaj bi rekel, da je to prvi tak sistem na svetu, se pravi, to, kar tukaj vidite, ne obstaja nikjer, razen v mojem laboratoriju, v nobenem podjetju ali nobeni univerzi. Pač gre za čisto neko novo stvar, v bistvu smo pionirji animacije, anatomije znotraj človeške roke, v bistvu smo prvi na svetu, ki smo uspešno uprizorili in animirali gibanje mišic in kosti in tetiv in maščobnega tkiva znotraj človeške roke. Tukaj je še en rezultat, ženska roka, v tem primeru gre za prostovoljko Američanko v poznih 40 letih, tako da bomo zdaj zanimivo videli tudi njeno kožo. To, kar vidite tukaj, je vse računalniško generirano, to ni nek videoposnetek. To je vse računalniško generirano, te gube, ki se tukaj pojavljajo, so avtomatično zračunane s pomočjo mehanike prožnih teles, s pomočjo fizike in matematike. Se pravi, tukaj je noter nek software, ki sem ga sam napisal, oziroma smo ga napisali v mojem skupaj študenti v laboratoriju, kjer izračunavamo, kako se to maščobno tkivo potem premika, kako se tre ob mišice in kako se trči samo ob sebe, in tako naprej, in iz tega pride potem ta zelo natančna, nagubana oblika človeške roke. Zakaj pravzaprav se to delamo? Tukaj so nekako 3 glavne aplikacije v medicini. Je aplikacija ta, da pač tak sistem omogoča vizualizacijo gibanja anatomije.
Vemo, da danes na medicinskih fakultetah se študenti učijo iz učbenikov, seveda anatomijo, ampak tipično imajo učbenik in v tistem učbeniku vidijo statično anatomijo v nekem konkretnem položaju, pa vidijo mogoče to z enega zornega kota, mogoče z 2-3 zornih kotov, ampak vsekakor anatomija je statična. Se pravi, tak sistem, kot smo ga mi razvili, se lahko v prihodnosti uporabi za anatomske učbenike, za študente medicine, ki bodo imeli animacije. Se pravi, da bo študent lahko videl animacijo anatomije, ko se roka dejansko uporablja. Z tega lahko potem sklepa, kako roka funkcionalno deluje, pač dobi nek večji pogled v delovanje človeške roke. Druga aplikacija je v robotiki. Pač ta sistem, ki smo ga mi razvili, razkriva, kako človeška roka deluje, katere mišice se sprožajo, kdaj in tako naprej. Spravi, to je odlična podlaga za robotike, da dejansko zgradijo roko, ki posnema dejansko biologijo človeškega telesa. Seveda imamo že roke v robotiki, ampak te roke so narejene bolj na principu klasične robotike. Ta projekt, ki sem ga imel, pa dopušča možnost, da bi se razumelo roke biološko in jih potem tudi nekako na ta način izvedlo oziroma uresničilo v realnosti. In tukaj bi dodal eno zanimivo zgodbico, da sem poslušal kakšne 6 mesecev nazaj en podcast, kjer je Elon Musk razlagal, kako v Tesla Motors razvijajo robota Optimus. In rekel je, da pri tem robotu je 50% inženirskega dela v človeški roki. Se pravi, roka je 50% dela, predstavnik človeškega telesa je pa 50% dela. In je rekel, da so v Tesli precej let razvijali to roko in da so jo razvijali klasično robotsko, se pravi s trdimi telesi, ne z prožnimi tkivi. In je rekel, da ta roka ni dobro delovala, in da so pred enim letom spremenili filozofijo in so začeli posnemati dejansko anatomijo resnične roke, se pravi resnične tetiva, ki seveda jih vlečejo mišice v nadlahti in tako naprej. In je rekel, da ko so to dali noter v sistem, da je stvar začela nekako bolj delovati. In ko sem to slišal, sem si sem si mislil, da verjetno je bral moje članke, ker jih že 5 let objavljam in sem tudi edini na tem področju, ki to objavljam. Tako da to je taka usoda znanstvenika, da nikoli zares ne veš, koga vse si mogoče impresioniral, pa kdo je bral tvoje članke in jih je nekaj uporabil, ker pač ti industrialci nimajo nobene obveze, da meni javijo, da to uporabljajo. Ampak to je vse normalno, zdaj nisem žalosten zaradi tega, ampak pač povem, da tako to je. Tretja pomembna aplikacija je v navidezni resničnosti, v metaversu, se pravi, da lahko s pomočjo takega sistema uprizorimo resnične, realno dobro izgledajoče roke v tem primeru, čeprav si lahko predstavljamo, da se sistem posploši tudi recimo na obraze ali pa na celotno človeško telo, kar pomeni, da lahko v navidezni resničnosti potem srečujemo nadaljavo starše ali pa punco, pa gremo na zmenek, pa tako naprej. Se pravi, ali pa srečujemo sodelavce, s katerimi pač lahko delamo v službi in se srečujemo v navidezni resničnosti, v 3D, popolnoma realistično, nekako podobno, kakor če ste gledali Star Trek, tisti holodeck sistem, si predstavljate, to je nekaj takega, kar se zdaj pravzaprav gradi. In to ni neka znanstvena fantastika, je to nekaj, kar seveda podjetje Meta razvija interno in se tudi pričakuje, da v nekaj letih bo ta stvar postala realnost. Dobro, koliko časa imam še zdaj v tem trenutku? Zapravo. Ste že na koncu, tako da bi mogli počasi zaključiti. Končati, ok. No, potem bi sam povedal, da sem sodeloval z medicinsko fakulteto moje univerze, s tem gospodom tukaj, ki je zdravnik, je profesor radiologije, se pravi, odlično pozna vse te sisteme za medicinsko slikanje in sem se z njim pač povezal in z njim sodeloval in je tudi soavtor na mojih člankih, kar je zelo pomembno za enega inženirja, tako da to je samo tako kot napotek, če bi kdo želel ponoviti take raziskave, da pač je treba najti nekega zdravnika, ki je pripravljen pomagati pri teh raziskavah in se z njim povezati. Imam sicer še precej slajdov, ampak 15 minut je premalo, tako da bi tukaj končal in če so kakšne vprašanja, bi jih z veseljem odgovoril. Hvala lepa za to predstavitev. A imamo v publiki kakšno vprašanje? Aha, je. Me zanima, ste omenili parcialne diferencialne enačbe,
Običajno, če gledamo v tehniki, so sistemi recimo nosilcev ali podobnih stvari zelo enostavni, se hitro reši. Tukaj pa imamo koliko, 4-5 dimenzij, mislim členov, imate 4 dimenzije, 3, časovna dimenzija, 4. Zanima me, koliko velik je ta sistem, to je sistem parcialnih diferencialnih enačb in kako ste uredili to, a ne, vemo, da so inicialni in robni pogoji izjemno zahtevna zadeva, kako ste naredili to, da je gibljivost, če rečem, vašega modela tako izjemna, to, kar sem videl, je tako rekoč realni čas gibanja roke? Ja, hvala za to zelo lepo vprašanje. Se pravi, te parcialne diferencialne enačbe niso rešljive analitično, matematično. Jih je treba reševati numerično, in sicer jih rešujemo s pomočjo metode končnih elementov. Kar pomeni, da modeliramo tridimenzionalni volumen vsake mišice, pa maščobnega tkiva in tako naprej, s pomočjo tetraedrov. In vsak tetraeder ima 4 oglišča, ki so lahko deljena z sosednjimi tetraedri, in imamo približno v celotni roki, bi rekel, da okrog 500 000 oglišč. Se pravi, imamo približno 500 000 krat 3, to je 1,5 milijona prostostnih stopenj deformacije te roke. Skoraj vsako oglišče se lahko deformira v x, y z smeri, tako da to je ta natančnost. Se pravi, na koncu koncev ta sistem pač premika teh 1,5 milijona prostostnih stopenj iz enega časovnega trenutka do naslednji trenutek. Tu noter je potem tudi numerično reševanje linearnih sistemov, pojavljajo se veliki razpršeni sistemi linearnih enačb, velikosti približno 1,5 milijona krat 1,5 milijona in tako naprej. Tako da en korak tele simulacije, tukaj, ki ste jo videli, traja približno 2 minuti. Se pravi, da naredim en korak simulacije, da premaknem roko iz ene konfiguracije v naslednjo, računalnik računa 2 minuti. Tako da to ni v realnem času. Bi pa rekel, da sem ravnokar sem se vrnil z Tokija, z Japonske, kjer sem na konferenci ACMC Graveža predstavljal moj novi članek, ki pa doseže realni čas. In sicer doseže realni čas tako, da najprej počasi simulira človeško roko preko teh 2 minut na korak in zgradi neko zelo veliko podatkovno bazo vseh konfiguracij roke, seveda to traja precej časa. In potem to služi kot podatkovna baza za strojno učenje. Se pravi, razvil sem en sistem, ki uporablja nevronske mreže, ki se nauči te oblike človeške roke, tako da je potem možno izračunati zunanjo obliko človeške roke bistveno hitreje, se pravi, ne 2 minuti na vsako konfiguracijo roke, ampak 1 milisekunda. Pravi, to je neka drastični pospešek, ranga 20.000 približno, med tema dvema sistemama, to sem ravno kar predstavljal v Tokiju prejšnji teden na Japonskem in tisti sistem pa deluje v realnem času, se pravi, potem možno roko izračunavati v realnem času, s pomočjo strojnega učenja. Robni pogoji, to je pač precej standardna stvar, tukaj ni neke večje inovacije bilo vsaj v mojem sistemu, gre pa za to, da so pač nekatere od teh 1,5 milijona prostostnih stopenj so ali fiksno pritrjene, se pravi, da je mišica pritrjena na kost, ali pa so v drsečem stanju, se pravi, da so v kontaktu, se pravi, pride do kontakta med mišico in kostjo in to oglišče mišice drsi po kosti. Tukaj je precej komplicirana stvar, se pravi, nekateri kontakti so tako imenovani bilateralni, ker se mišica in kost ne moreta razpreti, nekateri so pa unilateralni, se pravi, da gre do dejanskega, pride do trčenja med mišico in kostjo ali pa mišico in mišico, kjer ne moreta eno drugo penetrirati, se pa lahko odbijata eno druge. Tukaj je precej nekih novih inovacij, ne bi zdaj šel v te detajle, se precej ukvarjam tudi z detekcijo trka med tridimenzionalnimi predmeti in razrešitvijo trka, se pravi contact mechanics, bi rekli to v angleščini. Torej, ta zadnji članek, če prav razumem, je neke vrste uporaba ali pa je uporaba umetne inteligence, ne? Ja, seveda, nevronska mreža, Nevronska mreža se nauči, kako iz vseh kotov v človeški roki, v človeški roki je približno 25 kotov, če poštevamo vse te kosti, to je vhodni podatek, in izhodni podatek je pa oblika roke v tisti konfiguraciji. In nevronska mreža se nauči,
tole funkcijo. Ne? Sicer ni čisto preprosto, da je samo ena nevronska mreža, so tukaj neki detajli v tem sistemu, ampak to je osnovna ideja. Ja. Tako da dejansko delam tudi na področju umetne inteligence, seveda. Najlepša hvala za tale pojasnila, gospod Jernej, res izredna predstavitev. Žal pa je nam zmanjka časa, tako da moramo iti naprej na naslednjo predstavitev. Če pa ima kdo za še kakšno posebno vprašanje, pa verjetno lahko tudi piše vam na elektronski naslov. Samo še to na koncu, najlepša hvala za povabilo in super, da sploh so taki dogodki. Ne? To je super, da obstajajo, da se ljudje zberejo, da tako se pogovarjamo in izmenjujemo mnenja. Tako da to ogromno pomaga Sloveniji. Hvala TIS-u in vsem organizatorjem za ta lep dogodek. Ja, pa mislim, da se zahvalimo. Ne? Zahvala tudi vam, Jernej. Mi pa gremo naprej na našega naslednjega govorca. Z nami je Žan Mrak Breskovar, ki nam bo predstavil svoje delo o avtomatskem označevanju ročnih gest. Žan je magistriral iz računalništva znanosti na univerzi Trinity College v Dublinu na Irskem in ga kar vabim na oder, da nam v 15 minutah predstavi svojo predstavitev. Ja, hvala za ta uvod in za super predstavitve do zdaj. Jaz sem Žan Mark Breskovar in sem pred kratkim magistriral na Trinity College Dublinu in v sklopu moje magistrske naloge sem se ukvarjal na temo avtomatskega označevanja ročnih gest. Najprej bom malo povedal o ozadju in motivaciji za to, potem metodologiji in evalvaciji sistema, potem bom pa tudi pokazal kratko demonstracijo mojega sistema. Se pravi, nekaj smo že slišali o rokah. Se pravi, ročne geste, to so temeljni elementi človeške interakcije, izražajo čustva, namene in ideje in zato so zelo pomembna pri komunikaciji in zato jih raziskujemo v različnih področjih. Od lingvistike, računalništva do psihologije in da jih lahko raziskujemo, moramo narediti neko dosledno analizo. In da naredimo to analizo, jih rabimo označevati v skladu s strukturiranimi kodirnimi priročniki. Se pravi, če vzamemo en primer raziskave, če mi raziskujemo neke politične govore, katere geste so recimo najbolj učinkovite, moramo vse te videe analizirati in označati vsako sekundo tega videa. To pa naredimo na podlagi teh kodirnih priročnikov. Poznamo dva glavna in sicer eden je McNeiljev, drugi pa SCG kodirni priročnik oziroma poznamo ga tudi po imenu MIT, ker je bil razvit tam. McNeiljev se bolj osredotoča na govor, SCG pa kinematiko, imata podobnosti in razlike, ampak ne bomo šli na detajle. Vsebujeta pa nekako podobne elemente, se pravi face. Če bi recimo mi anotirali to sliko, se pravi faza nam pove, v kateri fazi je gesta, se pravi, a je v nekem začetnem stanju, a je v mirovanju ali je v tistem vrhuncu pomena, se pravi, v tem primeru bi bila faza v vrhuncu, potem handedness nam pove, katera roka se uporablja in katera je dominantna, se pravi, v tem primeru desna, potem palm orientation oziroma orientacija dlani, kam je dlan orientirana, se pravi, v tem primeru v levo stran, potem hand shape bi bil v tem primeru OK sign, potem pa tako naprej še anotiramo lokacijo in pa hand trajectory oziroma premik. Zdaj, kaj je bila motivacija za moje delo, je, ker kakor sem prej omenil, kad delamo te raziskave, moramo anotirati videe.
Tradicionalni pristop oziroma kako se to dela zdaj je vse ročno. Se pravi, ti anotatorji gledajo vsak video posnetek posebej, vsako sekundo, vsak frame posebej in analizirajo, se pravi, označijo vse te elemente, kaj se dogaja z ročnimi gestami. Kakor si lahko predstavljate, je to zelo počasen in pa delovno intenziven proces. Hkrati pa za označevanje potrebujemo več anotatorjev. In poleg tega je to tudi subjektivno in pa nagnjeno k človeškim napakam, ker enostavno ljudje tudi drugače dojemamo geste oziroma jih drugače vidimo. Tako da nekako cilj mojega projekta je bil razviti avtomatiziran sistem za to in pa tudi nekako prispevati k anotirani bazi podatkov, ker trenutno nimamo nobenih podatkov, ki bi bili specifično anotirani na podlagi teh kodirnih priročnikov. Imamo recimo podatke, ki so narejeni za sign language ali pa so anotirani na podlagi drugih stvari, nimamo pa za te kodirne priročnike. Tako da nekako glavno raziskovalno vprašanje, s katerima sem se ukvarjal, je kako lahko strukturiramo sploh tak sistem in pa koliko natančen je. Da pa še malo dodam k motivaciji, se pravi, ene raziskave se ukvarjajo z vsemi avtomatiziranimi sistemi, se pravi, da te sistemi delujejo, še vsem potrebujemo anotirane vhodne podatke. Potem ene raziskave se ukvarjajo z znakovnim jezikom, ki se bolj ukvarjajo z pomenom gest, pa hkrati tudi v teh primerih imamo velikokrat že anotirane podatke na voljo. Ene raziskave pa se pa uporabljajo neko posebno opremo, a so to neke detekcijske rokavice ali pa 3D kamere, kar pa niso vedno na voljo, pa hkrati tudi, ko delamo neke raziskave, recimo, če vzamemo primer od prej, če imamo neke politične govore, nek politik ne bo prišel na konferenco s takimi rokavicami, da bi mi lahko zaznavali podatke. Tako da nekako tudi moj cilj je bil, da razvijam popolnoma avtomatiziran sistem in pa hkrati, da uporabljam samo navadno 2D kamero. Zdaj, prvi korak mojega sistema je detekcija roke, za to sem uporabil knjižnico MediaPipe. Ta nam detektira roko in pa nekako detektira x in y koordinate teh točk, se pravi, na roki imamo 21 in pa še 33 za telo. Dobimo tudi z koordinato, ampak je aproksimacija, tako da se na to ne moramo toliko zanašati. Začetna ideja, ki smo hoteli uporabiti, je metoda template matching, se pravi, da bi za vsako našo oznako, ki jo imamo v kodirnem priročniku, imeli nek template in bi potem s temi templati nekako iskali ujemanje v naših videih. Ta metoda se je zelo dobro izkazala pri detekciji ljudi oziroma anotiranju ljudi, kot recimo razvidno na levi sliki, da se je naredil delni template matching, se pravi, se je razdelilo ljudi na dele telesa. In nekako podobno sem jaz hotel narediti, se pravi z roko, da bi jo segmentiral na en del dlani in potem prvi del prstov in še konice prstov. Ampak se ta metoda ni najboljše obnesla, ker kakor si lahko predstavljate, recimo, če moramo mi zaznati, kako je dlan obrjena, če moja dlan obrjena proti vam, bo ta template relativno podoben, tudi če je obrjena proti meni. Oziroma isto se tudi zgodi, če je recimo dlan obrjena proti v levo stran oziroma v desno, bo ta template zelo podoben, tako da ta metoda ni bila najbolj učinkovita. Tako da sem se potem odločil, da nekako za vsak element uvedem neko drugo metodo. Se pravi, za palm orientation oziroma orientacijo dlani sem iz tistih točk konstruiral dva vektorja. Ta vektorja sta nam definirala ravnino in potem normalni vektor te ravnine nam je pokazal smer dlani. Potem za obliko roke oziroma hand shape sem natreniral konvolucijske nevronske mreže. Zdaj za vsako to oznako sem posnel kratek video, dobil x in y koordinate tistih točk in pa na podlagi teh natreniral model. So bile pa vse te točke normalizirane, se pravi, tudi če je recimo roka ali bližje ali bolj oddaljena kameri, bo uspešno delovalo.
oziroma če nekdo uporablja z nekdo, ki ima večjo dlan oziroma manjšo dlan, bo ravno tako v redu delovalo. Pri teh oznakah se pa tudi določi še, če recimo ena oznaka ni dovolj dominantna, se izbereta dve in se med njima da 5-točkovni drsnik, se pravi, da se pove, da je to kombinacija dveh gest in pa kateri je bolj podobna. Za lokacijo sem konstruiral dinamično mrežo in sicer na ključnih točkah telesa. Ta pa je razdelila to mrežo na vertikalne in horizontalne cone, potem pa vsaka izmed teh con je imela svojo oznako. Nekako prednost te metode je tudi bila, ker je dinamična, se pravi, če se oseba premika, se bo tudi ta mreža premikala, tako da dobimo še vseeno pravilno anotacijo. Za premike rok sem pa meril točke iz enega frejma v drugega in sem tako nekako meril premik in videl, pod kakšnim kotom se premakne in tudi smer premika, kamor se premakne. Zdaj bom pa naredil neko kratko demonstracijo, samo da se vidi, kako sistem deluje. Se pravi, najprej se anotira, katera roka se uporablja, potem, ko spreminjam handshape, se tudi spreminja handshape, potem pa orientacija dlani, če se tukaj obrne na levo, potem outside in inside in potem še na koncu je lokacija, se pravi y in x koordinata, ki se tako spreminjata. Deluje pa tudi za drugo roko in pa tudi če uporabljamo obe roki. To je nekako na kratko, kako je sistem deluje. Za evalvacijo pa, kakor sem že na začetku omenil, ker ni nobenih anotiranih podatkov, je bilo nekako malo težje izvedeti, ampak sem poskusil čim bolj celostno izvesti to evalvacijo. Se pravi, uporabil sem en video iz Multissimo korpusa, to je korpus sestavljen iz dejanskih gest v pogovorih, se pravi, je sestavljen iz dejanskih pogovorov, ki vsebuje dejanske geste. Potem drugi video je bil kontrolni video, ki sem ga posnel jaz. V njem sem izvajal geste, ki so specifično definirane v teh kodirnih priročnikih. Potem sem pa še nekatere izmed oblik rok lahko testiral na javno dostopnih zbirkah, ampak samo tiste, ki so se ujemale z mojim kodirnim priročnikom. Tukaj lahko vidimo rezultate, se pravi, prvi stolpci prikazujejo rezultate na mojem videu, se pravi na tem kontrolnem videu, drugi stolpci prikazujejo na Multissivem videu in pa tretji še baseline. Za baseline pa sem vzel random classifier. Kakor se vidi iz rezultatov, nekako sistem uspešno deluje na gestah, ki so kontrolirano izvedene oziroma ki so jasno definirane v kodirnih priročnikov. Če pa imamo malo bolj naključne geste, kakor so bile v Multissimo videu, potem pa je natančnost dosti manjša, ampak še vseeno je v večini primerov boljše od baselina, tako da je sistem relativno učinkovit. Tukaj so pa še rezultati za te oblike rok in tudi model je uspešen v nekako v 78%. Tako da, če nekako povzamem, uspel mi je nekako razviti avtomatiziran sistem, je natančen na nekako kontrolnih gestah oziroma tiste, ki so jasno definirane, kjer so pa malo bolj naključne, mogoče malo hitreje izvedene in pa niso čisto specifične, kakor so napisane v kodirnih priročnikih, pa je natančnost dosti manjša, ampak na splošno upam, da tak sistem pripomore k ostalim raziskavam, ki rabijo anotacijo. Tako da, to je nekako iz moje strani vse. Hvala za pozornost.
3, se slišimo, pozdravljen. Moje vprašanje je rahlo specifično, kakšen je pa potencial te tehnologije, da se jo morda reverse engineera v animatorske vode. Recimo, ko se animira, ne vem, Disney film, kakšna druga serija, kakorkoli, ne, traja animacija zelo dolgo časa, če ni inkorporiran motion capture. Bi se morda dalo, ker te geste specifične to, da bi se to pohitrilo, ker potem je seveda tudi ceneje, bi bilo morda bolj dostopno, da se animacija razširi. Kakršnakoli opcija morda v to smer, da se te geste zakodirajo v nekem programu in da se to potem bi lahko prodalo oziroma uporabljalo v svetu animacije morda? Ne vem specifično za animacije, ampak definitivno bi se to lahko razvil. Mogoče, če se dodajo neke, te oznake so bile specifične za te kodirne priročnike, lahko se dodaje neke oznake oziroma odstranjuje, ali pa recimo definitivno bi bilo uporabno v robotiki, za kakšne robote, ki delujejo na specifične ukaze. Ne vem pa točno, kaj se potrebuje v animaciji. Je še kakšno vprašanje? Skupke? Ne vem, če me slišite zdaj še. Imam eno vprašanje. Kar povejte. Me slišite? Ja, v redu, računalniška animacija je tudi moje direktno področje, tako da seveda absolutno bi se to lahko uporabljalo in taki sistemi se že uporabljajo v računalniški industriji, v industriji računalniške animacije. Sicer je ponavadi tako, da inženirji in umetniki preferirajo ročno delo in se precej otepajo raznih avtomatskih sistemov za generiranje animacije. Tako da na koncu koncev je večina animacije narejena ročno, je pa lahko tak sistem koristen za generiranje prve verzije animacije, ki jo potem umetnik ročno popravlja in izboljšuje. To je prva stvar. Druga stvar, ko sem jaz bil postdoc na MIT-ju, sem imel enega kolega, ki je bil tedaj doktorski študent na MIT-ju in to je bilo okrog leta 2008 in ko je on doktoriral, je naredil startup podjetje v Ameriki, ki je v bistvu naredilo nek zelo podoben sistem, kakor to, kar je bilo ravno kar predstavljeno. Se pravi, ne čisto enak in sigurno tudi slabši, ker vseeno je to 15 let prej, ampak z enakim namenom in tisto je bilo potem uspešno, se pravi, tale moj kolega je 3 ali 4 leta kasneje, ko je bil to še zmeraj manjši startup, nekako so bili noter, mislim, da 3 ali 4 zaposleni, je to precej uspešno prodal podjetju, tedaj Facebook, danes Meta. Tako da po mojem mnenju to, kar ste vi razvili, ima komercialno vrednost. Bi pa morali seveda stvar precej dodelati, izboljšati kvaliteto, se pravi zanesljivost tega sistema in mislim, da če vam to uspe, imate kar en zelo dober produkt, ki ima vrednost na tržišču. Samo morate pa vztrajati pa izboljševati. Če boste zdaj nehali delati, pol ne bo nič. Morate izboljševati, piliti, ugotavljati, zakaj ne dela, kako izboljšati. In sistemi, zato, ker je nekdo to prodal, umetno, ne pomeni, da ne morate vi prodati pa nekomu drugmu. Vi lahko naredite isto, pa prodate nekomu drugmu. Zdaj govorim z mojo glavo kot podjetnik. Seveda je to samo ena varianta, lahko tudi akademsko nadaljujete, kar je tudi zanimivo po svoje. Absolutno. Mislim, delam zdaj na objavi članka in pa še tudi na izboljšavi sistema. Hočem samo spodbujati v smeri startupa, zato ker vidim, da ima komercialno vrednost se dela. Hvala. No, pa smo skoraj na koncu. Žal nam ne bo ratal v urniku zaključiti tele predstavitve, kljub vsem našim naporom. Pa dajmo vsem probati.
Lepo pozdravljeni, moje ime je Klen, sem izredni profesor na Univerzi na Primorskem, kjer vodim skupino HICAP Lab, to je HCI laboratorij, v katerem deluje 13 raziskovalcev. Sem tudi ustanovni član CKI Chapter Bled chapterja, to je chapter, ki skrbi za povezovanje HCI raziskovalcev v Sloveniji in organizira enkrat letno konferenco na eni od naših fakultet, univerz. Drugače sem doktoriral v Lancaster univerzi in se po zaključenem doktoratu in magisteriju vrnil nazaj domov, kjer sem našel svoje mesto pod soncem na Univerzi na Primorskem, kjer še danes delujem. Zdaj pa vas bom popeljal na eno kratko predstavitev, kjer bom poskusil postaviti HCI področje v kontekst današnjega časa. Rad bi malo spregovoril o velikih spremembah in o naši eksistencialni krizi, s katero se srečujemo, kadarkoli se naše družbene vloge, ki jih tradicionalno zavzemamo, drastično spremenijo in nas s tem spravijo v en obupen položaj, kjer ne vemo in se ne prepoznamo v prihodnosti. Skratka, to, kar nam je bilo včeraj, čisto jasno nam naslednji dan ni več in to nam predstavlja eno težavo. Kaj nam povzroča to eksistencialno krizo, so nove tehnološke spremembe. Govorim o računalnikih, ki so danes vedno bolj sposobni napovedovati izide kompleksnih problemov in kreativno celo generirati nove vsebine. To so stvari, katere smo še pred kratkim lahko počeli samo ljudje in jih zdaj kar naenkrat znajo tudi računalniki. Ampak, če pogledamo en korak nazaj, se je računalnik vendarle že dolg časa boljši v veliko stvarih, ki jih mi ljudje počnemo. Se pravi, zna veliko boljše računati, kakor zna kdorkoli od nas, seštevati, deliti, množiti in še marsikaj drugega. Torej, kaj je v današnjem času tako drugačnega, da je mogoče vseeno nekaj malo drugače? Pa si poglejmo. Tradicionalno smo računalnike uporabljali na način, da smo ljudje bili tisti, ki smo sprogramirali različne algoritme, tole je tale f od x, ki ga vidite tukaj gor, ali modele, ki so znali z nekimi podatki nekaj narediti, nekaj koristnega narediti, iz teh podatkov izluščiti neko informacijo. Pa da smo malo bolj konkretni, dajmo si predstavljati, da je naš f od x napovedovalec vremena, pa da je naš x današnje vreme, pa je naš y kaj bo jutri. In da smo to naredili, smo še do pred kratkim rabili meteorologe, ki so imeli neka specialna znanja, ki so poznavali recimo dinamiko fluidov, so poznali termodinamiko, so poznali uporabljati numerične metode, zato da so nekako ustvarjali te modele, ki znajo napovedovati naše vreme v prihodnosti. Glavni razvojni element so bili ljudje. Zdaj pa prihaja rahla sprememba, ki pa človeka na en način izvzame iz te enačbe. Kaj se zgodi? Ljudje kar naenkrat niso več tisti glavni element, ki ustvarja algoritme, ustvarja to metodo, ta model f od x, ampak to naredimo na drugačen način. To naredimo na način, da računalniku pokažemo veliko opazovanj tega, kakšno je vreme čez različne časovna obdobja in se računalnik nauči prepoznavati te vzorce, nauči se tega f od x in potem na podlagi današnjega vremena napove naše vreme jutri. V tem svetu je situacija malo drugačna. V tem svetu kar naenkrat razvijalci sistemov za napovedovanje vremena, ki verjamem, da so zelo napredni sistemi,
niso več meteorologi, fiziki in neki ljudje z ekspertnimi znanji področja, ampak so pravzaprav to trenutno še računalničarji, v bodoče pa tudi že to pod vprašajem. Torej, dajmo pogledati naprej, kaj to pomeni v praksi. In ena stvar, na katero se lahko zamislimo, je, če naša ekspertna znanja, do katerih je tako težko priti, da vi nekaj naštudirate, neko termodinamiko fluidov, to je zelo zahteven predmet, to je zelo težko osvojiti, vi rabite to desetletja študija, zato da pridete do stanja, ko znate to, zdaj pa kar naenkrat živite v času, ko ta ekspertna znanja nimajo več tako jasne uporabne vrednosti, kot so imela še pred kratkim. Torej, naša motivacija za težek študij pade na ničlo. Ampak mogoče pa vse ni tako zelo črnogledo in izgubljeno, ker so naši možgani res eni izjemen sistem, izjemen subjekt. Poglejte sam na temle primeru, kaj znajo narediti. Tole je primer bejzbol igralca, ki udari žogo, ki proti njemu potuje s hitrostjo 150 km/h, ima 0,4 sekunde časa, da oceni trajektorijo te žoge in pravilno stimulira živčni sistem naših mišic, da uspešno zamahnemo s tole palco in zadenemo žogco. To vse naredijo, brez da v zavednem sistemu našega dojemanja napnete kakršnokoli mišico. Samodejno se zgodi. Torej, neverjeten f od x, v naših glavah. Težava pa nastopi, ker imamo problem, kako ta f od x prenesti naprej. Kaj to pomeni? Kako ta f od x prenesem v vašo glavo, da boste tudi vi tako žogo zadeli, ali pa v nek drug računalniški sistem, da bo lahko mogoče nek robot ponovil neko tako zahtevno akcijo, kot je v primeru tegale bejzbol igralca prikazal tale videoposnetek. Sprav, če gremo en korak nazaj, vidimo, da je prenos našega znanja človeku zelo otežen. Če ga hočemo narediti, morate vaše misli materializirati v nek signal. Jaz uporabljam govor kot zvočni valovi potuje do vas, vi morate pozorno poslušati, uporabiti model jezika slovenščine in poskušati razvozlati, kaj vam hočem povedati. Pa kljub temu, da vse to sledite, sigurno vsi v tej dvorani ne veste več, kaj govorim. Torej, imamo eno težko omejitev pri prenosu teh znanj. Druga pomembna stvar, ki je pa tudi jo pomembno poudariti, je pa, da ko razmišljamo pri temu bejzbol igralcu, on niti ne ve razložiti te f od x funkcije, se ne zna verbalno opisati, kaj sploh počne, se sploh ne zaveda točno svojih dejanj, kako bo pol konkretiziral to svoje znanje in ga predal naprej. Spet mogoče niso stvari tako črnoglede, ker če pomislimo na komunikacijo z računalniki, pa mogoče obstaja neka možnost, kako bi to izboljšali. Ker človeku 3 milijone let smo rabili, da smo prišli do te točke komunikacije, da se bo kaj malo zelo spremenil, ni za verjeti, medtem ko pa pri uporabi tehnologije, pa hitremu napredku razvoja tehnologije, pa mogoče zna priti do kakšne večje spremembe. In ko komuniciramo z računalniki, pravzaprav delamo nekaj zelo podobnega, kot ko komuniciramo z ljudmi. Edina stvar, ki se spremeni, je, da uporabljamo neke vhodne naprave za to, da ustvarjamo ta signal. In tista stvar, ki bi jo mi mogli početi, je najti nove načine ustvarjanja vhodnih naprav, ki bojo na naslednjem nivoju komunikacije, ki bojo omogočile komunikacijo na višji ravni, kot smo jo navajeni človeku. Zakaj je to tako zelo pomembno? Je zato, ker hočemo človeka nazaj v ta digitalni svet in to njegovo izjemno biološko sposobnost naše možgane vključiti v ta proces razvoja modelov, v proces odkrivanja, v procese, kjer nas pesti trenutno ta
to čudno obdobje, kjer se mogoče lahko počutite malo izključene, pa jaz sem včasih vedno vedel, kaj bi, če bi imel otroke svojim otrokom predlagal, da študirajo, zdaj več ne vem. Ne. Tako da, ne, ampak v tem kontekstu naprej. Tako da, kaj mi počnemo v našem laboratoriju, se ukvarjamo z sistemi za izboljšavo, z načini, kako izboljšati interakcijo človek-računalnik, da bojo te komunikacije, te interakcije boljše kot te, ki smo jih navajeni, ko komuniciramo z ljudmi. To počnemo v skupini 13 raziskovalcev v Kopru na Primorskem. Če vas kaj več zanima, nas poiščite na naši spletni strani. Tale predstavitev je že zdaj 1 minuto predolga, tako da vam ne morem povedati nič več. Razen to, da se vam zahvalim za pozornost in če ima mogoče kdo kakšno kratko vprašanje, vam lahko tudi odgovorim. Ni vprašanja? Ok. Hvala lepa.